En lep pozdrav vsem skupaj. Danes bom naredil video na željo uporabnice, prijateljice, ki jo zanima, katero menjalnico izbrati. Mislim, da je to kar pogosto vprašanje, tako da bomo govorili o tem, katero menjalnico izbrati, kje kupiti manjše kovance, ki niso Bitcoin, in tudi par besed glede varnosti. Zdaj, prav vse menjalnice, o katerih bom danes govoril, sem jaz tudi osebno uporabil. Vsaj do te mere, da sem naredil si račun tam, ali pa da sem dejansko jih uporabljal za izmenjavo kovancev. Ok, bom kar takoj šel na stvar, in sicer ok, tukaj jih imam. Jaz osebno sem uporabil že 10 različnih strani. Zdaj, ne se ustrašiti, če ste začetniki, oziroma če kupujete kovance in ne tradate aktivno, tako kot jaz, jih vsekakor ne potrebujete tako veliko. Kot sem že v prejšnjih videih govoril, Kraken je bila prva, ki sem jo začel uporabljati, in kar se tiče izplačil, je Kraken nekako najhitrejši, najbolj ugoden, zato ker se da naložiti v evrih. In tudi, ko daš withdraw, se pravi, ko naredite nakazilo iz Krakena v svojo banko nazaj, so izjemno hitri. Ponovadi v enem dnevu so sredstva že nakazana. In na zadnjem videu, ko sem razlagal o Krakenu, so imeli še probleme z hitrostjo, njihovi serverji so se sesuvali, tako da je bilo včasih zelo težko sploh karkoli narediti, ali tradati, ali nakazati. Ampak odkar so to popravili par tednov nazaj, so res vrhunski, res dela vse kot mora. In vsekakor priporočam za tiste, ki začnete, da si naprej naložite na Kraken. In potem iz Krakena se da tudi pošiljati drugam. Ker je problem Krakena edino ta, če ste aktiven trader, je vseeno premalo volumna gor, in mogoče še za tiste, ki ste bolj novi v tem, še bolj največji problem je pravzaprav to, da nimajo vseh kovancev, imajo samo tiste najbolj osnovne. In zato je potem potrebno več menjalnic. Jaz pravzaprav največ uporabljam Bitfinex, jih imam ogromno, zato ker prvo glede varnosti, treba se zavedati, da menjalnice so najbolj riskantne od vseh načinov, kako shranjevati kovance. Kovance lahko shranimo na več možnih načinov, in menjalnica, v preteklosti je bilo že ogromno nekih vdorov, to sem tudi že govoril v enem izmed mojih videov, kako začeti z kriptovalutami, nekaj podobnega bi v slovenščini, tako da lahko si tam pogledate. Ampak vsekakor menjalnice, če že morate imeti na menjalnici, zato ker redno kupujete, imejte več menjalnic, da če se ena podere, imate vsaj še na drugi, vam ostane, ker tukaj se dogajajo velikokrat neki vdori. Se pravi, jaz osebno Kraken, Bitfinex, Poloniex imajo ogromno manjših kovancev, Binance, GDEX, HIT BTC, Litecoin, Bitstamp, Bittrex. Ok, te dva nisem tako aktivno uporabljal, naredil sem račun, ampak nisem nič aktivno kupoval. BitMEX, podobno pri temu. Zdaj seveda ne rabite vseh teh strani, zato vam bom raje razložil, kako ugotoviti, katero stran potrebujete. In zato je najbolje, da idete na coinmarketcap.com. Te strani smo že veliko govorili, ampak recimo, da želite eno kovanc, ki ni tako pogost, ki ga recimo ni na Krakenu, niti na Bitfinexu, recimo Hive. En izmed manjših kovancev. Recimo, ok, želite Hive, greste na coinmarketcap.com, pogledate markets, tukaj. In tukaj vam pravzaprav piše, kje se da kje se to menja, ta kovanc, in kakšen je volumen tam. Pogledamo recimo HIT BTC. Imamo tukaj recimo Hive na HIT BTC, je na Litecoinu in Ether Delta. Tako da pogledamo, kje je največji volumen, in se pravi, ok, za ta Hive, naprimer,
ima največji volumen na HitBTC-ju, tako da če se odločate za nakup Hive, naredite account na tej strani HitBTC. In podobno za katerokoli drugo. Velik volumen pa rabimo, čeprav je to dejansko majhen volumen, v tem primeru za kriptosvet, ampak volumen rabimo zato, da ko kupite, da se lahko izpolni vaš order. Recimo, to je še eden izmed slovenskih kovancov. Pa pogledamo tukaj market, se ga da kupiti na Livecoin. Lahko tle pogledamo, lahko kar kliknemo in vas, imate tukaj tudi stran. Ok, upam, da je to razumljivo. Zdaj se pravi, kako pa naložite tja, to pa morate narediti na Kraknu, si pošljete iz Krakna na katerokoli izmed teh strani. Zdaj, katera je najbolj varna? Se mi zdi, da je predvsej velika to vprašanje, seveda glede varnosti. Sedaj GDEX, ki je pravzaprav od Coinbase-a, podružnica, je nekako najbolj varna, zato ker je zavarovana z ameriških zavarovalnic, ampak Coinbase je enostavno najdražji, ker je z njihovi fee so ogromni. Tako da, če že imate pri njim account, je bolje uporabiti GDEX, ki je od istega podjetja, samo da je malo bolj napredna platforma in sami fee so precej manjši, tako da za bolj varno, ampak je spet problem pri GDEX-u, Coinbase-u, da nimajo vseh kovancev, imajo samo, mislim, da 4. Jaz niti ne uporabljam tako veliko, ker je verifikacija ni šlo skozi in tudi nisem ga potreboval v bistvu. Tako da za potrditev je povsod, pri vseh teh straneh je isti postopek, potrebujete kopijo osebnega dokumenta, kopijo se pravi nekega računa in to jim pošljete in potem traja odvisno, zdaj, od menjalnice do menjalnice. In recimo pri Bitfinexu se niti ne da več prijeti zraven za tiste nove, ker so nekako omejili vstop uporabnikov. Ampak kot sem rekel, pogledate si Kraken in potem, če veste, kje najdete informacijo, samo pogledate si na CoinMarketCap in tam gledate naprej. Ok, se pravi, to je to, kar se tiče menjalnic. Se pravi, kot smo rekli, menjalnice niso najbolj varne. Najbolj varne so sigurno Ledger, to je USB ključ, in Trezor, ampak sedaj, ok, če imate 200 evrov kovancov, si ne boste kupovali to, ker to je precejšnja investicija. Sem tudi sam presenečen, da je to 122 evrov, jaz, ko sem to kupil, bilo še 90 evrov, očitno je tako popraševanje, da cena narašča podobno kot pri kovancih. Tako da, to je za tiste bolj napredne, to je najbolj varno. V bistvu še bolj varno je, da si sprintate in imate cold, se pravi, da si sprintate svoj ključek. Ampak to je tudi ena izmed najbolj varnih zadev. Pa ta je bolj praktična, če morate predstavljati kovance, se pravi Ledger in Trezor. To za tiste, ki ima bolj napredne. Se pravi, za tiste, ki pa vseeno želite imeti bolj varno, ampak ne želite ravno v investicijo, sigurno MyEtherWallet, ampak zelo previdno morate biti tukaj, da imate res, preverite, da ste na pravem naslov, ker so nekatere strani bile lažne strani zunaj, ki vam preberejo vašo kodo in lahko ukradejo vaše kovance, tako da preverite, da ste res na MyEtherWallet ali pa kar direkt Bitcoin Wallet. Zdaj sam niti nisem uporabil tako aktivno tega, zato ker imam itak samo uporabljam Ledger, ki je najbolj varna, en izmed najbolj varnih načinov. To je to, kar se tega tiče. Še ena stvar zelo pomembna, sem jo tudi napisal. Tukaj. Kjerkoli menjalnico boste že izbrali, najbolj pomembna stvar, to bi moral dati kar v rdečo, res daleč najbolj pomembna stvar, da si naredite preverjanje v 2 korakih in to ne preko SMS-a, ampak Google Two-Factor
Authenticator. Se pravi, to je aplikacija, ki se date lahko na Androida ali na iPhona, kjer boste dobivali vsako minuto, se spreminja, vsake pol minute se spreminja številka, ki jo potem noter vnesete, in nikakor ne preko SMS-a, kar je napaka, ki jo veliko ljudi dela. Problem pri SMS-u je zato, ker se zgodi že ogromno vdorov, ker hekerji pravzaprav lahko dostopajo do vaše telefonske in začnejo prejemati vaša sporočila. Tako da zelo, zelo, zelo pomembno. Tole bom dal kar v rdečo. Najpomembnejša stvar v tem videu je sigurno to. Ko že imate kovance, da poskrbite za varnost. Se pravi, preverjanje v 2 korakih z Google Authenticatorjem in ne z SMS-om. Ok, to smo si že pogledali, CoinMarketCap, to kje tukaj najdete. In ja, menjalnice so izpostavljene napadom. Varnost, se pravi, smo rekli Ledger, Trezor. Zdaj, če ste bolj napredni, imate več financ na računih, predlagam tudi dodatni telefon, kjer imate potem te Google Authenticatorje. In seveda denar na različnih menjalnicah, spet, če imate več. To je relativno, za nekoga je veliko, relativno, zakaj je za vas veliko, tukaj, da se počutite varne. Mogoče lahko 500 € na eni menjalnici, 500 na drugi, če aktivno nekako prestavljate kovance, če ne, itak najbolje na MyEtherWallet ali na Bitcoin Wallet. In ja, mislim, da smo pokrili vse. Če še kakšna vprašanje, še kakšna želja za takle video, večinoma delam videote z analizami, ampak seveda prisluhnem željam in naredim tudi video v takem smislu. Tako da, ja, srečno z trgovanjem in pogledajte si moje ostale videote, če vas zanima analiza, da se koncentriram na tehnično analizo, dnevno delam neke plane, kako odreagirati v smislu, če gre market v gori ali dol, vse primere nekako pokrijemo. Tako da ja, in prosim pošerajte, polajkajte moj kanal in subscribe, kliknite subscribe. Ok, hvala, adijo.